A obstaja tretja varianta oziroma kako to paničarjenje, ko je prezgodaj, narediti čim bolj koristno, čim bolj efektivno, čim bolj učinkovito, da se ne bodo oziroma da se ne bi pač potem, ko pride do izvedbe, dogajale neke zadeve, kot je zdaj razložil pač na praktičnem primeru Aljoša. Ne vem, če znam odgovoriti. Mogoče grem lahko iz stališča, da se mi zdijo zelo dobri primeri, pa z njimi imamo tudi neposredne izkušnje, kadar te neke zbire podatkov, ki jih imamo, uporabimo za to, da skupaj z ljudmi razvijamo neko politiko. No, lahko dam konkreten primer, da podatke, ki jih pred pol leta v Idriji smo delali parkirno politiko, za vsa parkirišča v mestu smo vedeli, kdaj so na njih avtomobili parkirani in kdo parkira na njih, v smislu, ali je to rezident, ali je to komuter, ki pride in gre, ali je city user in tako naprej. In te podatke smo pol skupaj z ljudmi interpretirali, pokazali vsako parkirišče posebej in skupaj razvijali parkirno politiko na način, da rešuje neke probleme, konkretno Idrije in gre v smeri zastavljenih ciljev na področju parkirne politike. S tem hočem poudariti, da se mi zdi zelo pomembno, da zbiramo te podatke, zato da jih pol skupaj z ljudmi interpretiramo in uporabimo, zato da skupaj razvijamo neke politike. Medtem, ko se zavedam, da nisem čisto odgovoril na tvoje vprašanje, ampak ne vem točno, kako bi pristopil z odzivom na to. Lahko še nekaj dodam? Pri problemu teh večjih projektov, ki jih recimo tudi na Nizozemskem opažam, gre za en strukturen problem. Recimo Evropska unija zelo podpira, če že ne pritiska na mesta, da se razvijajo v smeri pametnih mest. V sklopu, ne vem, če poznate, teh H2020 projects. Torej, na vsakih par let Evropska komisija izda klic za vse sorte projektov, pri katerih se načeloma sodeluje med zasebnimi podjetji in kakšnimi javnimi institucijami, recimo mestnimi občinami ali pa policijo ali pa tudi univerzami in tehnološkimi podjetji. No, in en izmed takšnih klicev je povezan tudi z smart cities. In to so potem veliki denarji. In en izmed takih projektov je tudi v Eindhovenu. Ampak problem je tle, kako zares ustvariti neko tako sodelovanje s publiko, z javnostjo, ni mogoče. Zaradi tega, ker ko se ti prijavljaš na ta projekt, moraš že vnaprej točno vedeti, kdo so tvoji partnerji in kaj točno boš ti počel. In ti moraš to napisati v raznih sklopih, kaj boš počel, kdaj boš počel, približno kaj bojo tvoji rezultati in točno kaj hočeš ti s tem narediti. Recimo en primer je bil, ki ga poda geograf Rob Kitchen, ki se ukvarja na temo Smart Cities, en izmed najboljših evropskih raziskovalcev na to temo, po mojem mnenju. In poda en primer iz Anglije, kjer so prek takega H2020 denarja in projekta hotel uvesti electric cars v nekem manjšem mestu, zato da bi izboljšali kvaliteto zraka. Super, sliši se dobro. Ampak kaj se je potem zgodilo, ker so hoteli tudi, da bi to bil res en fin projekt, ki bi se pogovarjal z ljudmi v tem mestu. Ampak recimo po kakšnem letu in pol, pa 2 letih tega projekta so se dejansko začeli ukvarjati potem s prebivalci tega mesta in kaj so ugotovili. Prebivalci bi raj, da bi omejili število avtov nasploh v mestu, in ne bi radi, da bi se mesto pravzaprav še bolj zasičilo ali pa da bi ostalo na neki isti ravni z temi četudi elektronskimi avti. Ampak te rešitve, ki bi dejansko ustrezala prebivalcem mesta, ni bilo mogoče uvesti v sklopu tega projekta, zaradi tega, ker je projekt že začrtan in ne morajo potem iti iz te smeri, zaradi tega, ker tako delujejo ti evropski projekti. Tako da to je tudi en tak problem povezan s tem. Ampak to, kar je Maša rekla, se mi zdi bistveno. Nekaj, kar lahko naredimo, je, da se sprašujemo, katere probleme
te projekti rešujejo in da so to za nas relevantni problemi. No? Ker prevečkrat se zgodi, da gre ogromno enega javnega denarja za nek projekt, bolj ali pa manj tehnološki, ki rešuje en problem, ki mogoče ni najbolj relevanten problem v tem mestu, ali pa ga ljudje v njihovi percepciji nima mesta enega zelo pomembnega problema v smislu nedostopnost stanovanj ali pa kaj takega enega od teh skupnih problemov sodobnih mest, recimo. Yeah, Slovenia is very small and Europe is small, but if you think globally, there is nothing that can actually resist the movement of technology. So you have two options. You can be in the small niche of anarcho-primitivist utopia, which is fantastic. I talked once to John Zerzan and he was really fun to talk with, but it is not that you will actually resist those developments. So what you can do, you can go and try to educate people to work with technology better, to feel less resistance towards technology, and to use technology democratically. You need to assure through preserved public debate and through legal provisions that everyone has full access to technology. So you need to, at any point, introduce your own vision of class system at what class is into dealing with technology. So it is not either for or against technology, but rather what you need to do with technology. A, as you said, to understand what people actually want, to ask them before we start, and all that needs to be part of the law. Otherwise, you finish in gated community that is purified from any type of otherness and serving certain conservative agenda that is here to stay, and I'm very pessimistic about that part. Therefore, we need to use those tools, and I know that in Slovenia you have people that work with technology in progressive sense. Some of them are sitting here. I see them. So that is that is what we actually need to do in order to survive. So it's too late to panic, as you in response. It's too late to panic, and it's too early to panic. There is no point to panic. Moral panic is typical for leftist hipsters like me and others. But it is ultimately disgusting and reactionary activity that is the activity of losing everyone's time and public resources. So if I'm paid by Slovenian state at Univerza and spreading moral panic about technology, I did nothing to resolve this particular issue. Preden damo mikrofon publiki za vprašanja oziroma za nadaljne razmišljanje, še ena zadeva oziroma še en citat, ki je v bistvu zanimiv zaradi tega, ker kaže ravno na to, kar si ti omenil, in to je, da se v bistvu pogovor večinoma izvaja med odločevalci in recimo nekimi, uporabljam besedo kot kletvico, inženirji. In da humanisti, družboslovci v bistvu nimamo, mislim, ne da nimamo dostopa, ampak da se nas, mislim, da se ta debata ne dogaja na nekem področju, ki bi ga, na katerem bi v bistvu debaterji oziroma člani debatnega krožka vključevali tudi humaniste, sociologe, inženirje, ne, in sociologe oziroma druge družboslovce, ne. Zanimivo, in to je recimo slovenski citat oziroma citat iz slovenskega prostora. Pri pametnih mestih pa gre predvsem za statistične podatke, se pravi debata o nadzoru oziroma o, ne, kot si ti rekel, moralni paniki. Pri pametnih mestih pa gre predvsem za statistične podatke, ki ne posegajo v zasebnost posameznika. Zdaj, kot nekdo, ne, ki pač, pa ne da imam veliko pojma o pametnih mestih, ampak je ta citat strokovno rečeno totalen bullshit, ne. Ampak hkrati v bistvu kaže na to, kako se probleme prihodnosti oziroma probleme tega opozarjanja na zadeve, ki se bodo še zgodile oziroma ki naj bi se še zgodile, da se jih v bistvu odriva kot ne, to ni res. Se pravi, vprašanje čisto filozofsko resničnosti in neresničnosti oziroma ne gre za to, da bi se zdaj ustvarjalci pametnih mest trudili in pojasnjevali zasnovo pametnega mesta na tak način, da bi razumeli, ok, to res ni res, ne, ampak je v bistvu to na nivoju pač besed spet, ne, oziroma na nivoju stavkov, ne, to ni res, to je fake news. Kako, se pravim, na kakšen način odpreti debato oziroma na kakšen način tudi zastavljati vprašanja odločevalcem, ne, da taki odgovori, ne, to ni res,
ne bodo mogoči oziroma da bomo takoj videli, da tukaj nekaj ne štima. Technology never exists outside of society, therefore you cannot approach technological questions in separation from everything else. In order to do what you want to do, you need to preserve public sphere as such, either together with alternative public spheres or whatever. So not to go into professorial stupidities, into Habermasian masturbation, you need to preserve social health, communal health and public sphere. And within that, no technological solution can be A, imposed to people they don't want, imposed too late, or covered in bullshit ideology. They don't need družboslovje, they don't need humanities, because who would need us? To talk about what? Althusser? Let's not be masturbational about it. Technology is happening, it is happening with certain type of momentum and force, and I'm glad that among us are some družboslovci and humanisti and whatnot that are discussing about robots or developing algorithms to counter other algorithms, and these are people that ultimately we need to talk to, not, you know what I mean? So ideology is nice and beautiful, but it's often obfuscating and darkening the debate rather than clarifying it. Na Nizozemskem je debata malo drugačna. Tam že vsi vejo, da morajo čim bolj na glas povedati, da zasebnost je pomembna in da oni se s tem ukvarjajo in skrbijo za to. Ampak tle jaz vidim tudi ene par pomembnih stvari. Ena je ta, da ko govorijo o zasebnosti, torej tudi v nizozemščini uporabljajo kar privacy, v bistvu govorijo o pravu varstva osebnih podatkov. Tako da res govorijo samo o podatkih. O nekih drugih aspektih zasebnosti, ki pa niso toliko zelo informacijski. Recimo neka zasebnost, kako se rečemo, associational, naših odnosov z drugimi, ali pa naših misli, zato ker imamo zdaj vse sorte nekih senzorjev, ki bi naj ugotavljali, kako se mi počutimo, smo žalostni ali smo veseli. To ni vzeto v obzir. Ni vzeto v obzir, kako ti senzorji vplivajo na naš občutek zasebnosti preko teh nekih, več kot na te neke podatke, ali so osebni ali niso. In v bistvu na Nizozemskem se že zavedajo, da pravo varstva osebnih podatkov tudi velja za vse te neke podatke, ki na prvi pogled se ne zdijo kot osebni podatki, ampak v bistvu so, zato ker je definicija pač tako zelo široka. Tako da to bojo že uvedli, ampak pravo varstvo osebnih podatkov iz številnih razlogov ne bo uspela prav dost zamejiti širitve teh senzorjev v javnem prostoru ali pa drugje. But Masha, if your grandmother is living alone, and she is attached to her doctor through these sensors, and sensors are measuring her heart. Her refrigerator is already online. You are surveying her or talking to her through Skype or whatever through the next line technology. What will that varnost podatkov do? I think these legal provisions are due to die. It will be painful, it will be Huxleyan, but already with these latest European Union decisions about protection of data, you constantly click yes, yes, yes. This site is asking you, we need... To pa ni res. Yes, A yes, niste yes. opazili številnih internetnih strani, na katerih zdaj lahko zelo omejite samo na nujne piškotke ali pa na povsem Yes. ne sprejmem nič. Yes. Tako da to je že But then you don't prva have stvar. all these nice colors and things that are happening. You know, from the cultural point of view, these legal provisions will die within 1 or 2 generations. I claim that. Midva se strinjava s tem, da to sploh ne rešuje problema, ampak ostaja na neki točki. Neki pa naredi, da niso totalni kavboji. Ja, izvoli. Všeč mi je bila ta istočnica stare mame, ki senzorje povezuje z zdravnikom, hladilnik sam sporoči trgovini, kdaj rab mleko pa paradajz pa tako naprej.
Ampak ljudje so še zmeraj ljudje še zmeraj rabijo skupnost in še zmeraj rabijo sosede. In še zmeraj imajo se ljudje veliko bolj počutijo, če soseda pozvoni vsak dan pa reče, da si v redu, pa če nekdo prinese neke iz trgovine, pa če je pred blokom nekdo, ki se z njimi pogovarja, pa tako naprej. S čimer hočem povedati to, da se v teh visokotehnoloških mestih in tako naprej zelo velikokrat izkaže, da so ljudje pravzaprav nezadovoljni, pa da jim ni všeč tam stanovati. In da ta utopija, kako bo vse počeli senzori, kako bo mesto samo funkcioniralo in tako naprej, da s tem mesto zgubi tisto, zaradi česa ga imamo radi. Avtentičnost, nepredvidljivost pa skupnost. In da je zelo vprašanje, a se bojo ljudje na dolgi ali pa srednji rok res navadili na eno tako avtomatizirano mesto ali bo mesto tisto, kar je vedno bilo. No? Preden zaključimo oziroma preden pač vzamemo mogoče še kakšno vprašanje, pa zaključimo, bi rad sam spomnil, zdaj si me ravno s to staro mamo pa senzori, sem se spomnil pač enega drugega primera in sicer kampanje za nevtralnost interneta pred 2-3 leti, kjer je bila v bistvu boj oziroma kjer je bila debata ravno o tem, zakaj to rabimo oziroma rabimo nevtralnost ali ne. In eden od argumentov, in to so ljudje govorili pač z resnimi obrazi oziroma to ni bilo pač šala, so tisti, ki so zagovarjali oziroma ki so zagovarjali smrt nevtralnosti interneta, so razlagali, da pač rabimo prioritetne kanale spletnih povezav zaradi tega, zaradi telemedicine. In so vedno znova navajali primer kirurga, ki z mobilnim telefonom prek interneta vodi nekega robota, ki operira človeka in potem je bila pač ta grožnja. Zamislite, da ne zdaj temu robotu oziroma da se prekine ta povezava med tem telefonom kirurga in robotom in začne on robot kar tako malo skalpelom rezati po človeku. In jaz sem si to živo predstavljal kirurga, ki se v Ljubljani usede na trojko in mu vmes pozvoni telefon, doktor Novak, operacijska soba je pripravljena in on med tem speljevanjem in ustavljanjem avtobusa med Dramo in Bavarskim dvorom, on po telefonu pač mesar človeka. In ravno te tehnodeterministične utopije, ki se na koncu nikoli ne izkažejo kot 100% delujoče in če gremo zdaj recimo z pametnih mest eno stopnjo nižje na IoT, na Internet of Things in potem super marketinški piči pametnih ključavnic, ki potem kar naenkrat dobijo ransomware in gre cel hotel v franže oziroma gre celo mesto v franže in noben ne more nobenih vrat odkleniti niti s sekiro, v bistvu kaže na to, da bi mogoče res in to kot zaključek, da bi se mogoče res začeli malo več ukvarjati z nekimi realnimi situacijami, nekimi premisleki o, tako kot sta vidva omenila oziroma tudi z Mašo, nekimi premisleki o nekih socioloških okvirih, ne pa samo o tem, o shiny gadgets working online, zato da bi potem sploh prišli do mesa razprave oziroma da bi sploh ugotovili, o čem se pogovarjamo. Na tem mestu vprašanje iz publike. Pa ne od Vuka. Izvoli, čakaj. Prej ste omenjali primer Barcelone pa Toronta, če bi se dali to mogoče malo bolj razložiti. Druga stvar je pa, recimo bila sem na nekem meetupu, kjer smo se pogovarjali o tem shranjevanju recimo medicinskih, po dostopnosti medicinskih podatkov, in tukaj v bistvu že obstaja tehnologija, kjer se jih da na tak način kriptirati, da lahko v bistvu uporabnik določa level of privacy, se pravi, kdo ima dostop in da v bistvu funkcionirajo podatki na ta način, da so njemu korist, ne da je zdaj neka zlobna tehnologija, ki nas nadzoruje. Jaz bi sem rada rekla, da me je presenetilo, kako si predstavil Barcelono, zaradi tega, ker sem začela doktorat 4 leta nazaj in je takrat že Barcelona bila kakor najpametnejše pametno mesto. In je to seveda bil nonsens. In šele v zadnjih 2 letih ali pa kitajskega je Barcelona po številnih neuspehih začela resno jemati to idejo pametnega mesta ali pa vsem, kolikor resno se pač da in da vključuje ljudi. In ti si ga predstavil, oni se pa že od začetka s tem ukvarjajo. Ne, oni se po desetletju neuspehov ali pa 5 letih neuspehov so ugotovili, da to pa tako res ne gre. Tako da ne vem, če je to res, kako si predstavil. For my last word, I will be very optimistic. I was cynical all this time, saying there is nothing to be done, but actually I asked my students who lived in Smart City what they're doing.
I found girl painting mustache on herself so she can run to male part of the complex to make love with her boyfriend. So it's almost like 1943. There are forms of resistance. What they do, they use technology. They both enjoy and hate smart city. It's never just one thing. So to work with young people, to educate them for technology and to make them aware of it, they have knowledge where the cameras are, how to avoid them. They have little maps. I saw that maps. I got them in my ethnography. They got maps of cameras. They got little artificial mustaches, and things are still possible for your Slovenian leftist romantic utopia. We can still do that, and I love it, and I support it. I'm just saying that we should engage with technology in order to be able to do it, rather than make provisions of blocking things that would ultimately be disrupted at some point, and at that point we will not be ready to resist corporation that is imposing solutions for us. So that was my point. Jaz bi rekel mogoče, da med cel ta pristop reševanja urbanih težav z nekimi hitrimi tehnološkimi rešitvami ne preseneti zelo. No. To ni nekaj zelo novega na področju mest. Poskušali smo družbeno-ekonomske probleme mest reševati z gradnjo novih sosesk, pa smo rekli, ta soseska je slaba, pa bomo porušili, pa zgradili na nov, pa bo vse v redu, pa se je skazalo, da so problemi brezposelnost, pa tako naprej. Zdaj smo v enem valu, kjer se nam zdi, da lahko s tehnologijo in kup enih družbeno-ekonomskih problemov mest rešimo, ampak se mi zdi, da bo spet ti problemi ostali, ker so z drugih področij. No. Medtem, ko sama tehnologija se mi zdi pa, dokler vemo, zakaj jo uporabljamo, kaj z njo rešujemo, pa kjermu cilju se z njo približujemo, se mi zdi čisto okej, zdi se pa mi, da smo mestoma preveč upov položili v reševanje enih urbanih problemov s pomočjo nekih hitrih tehnoloških rešitev. No. Ok, jaz mislim, da bomo s temi besedami zaključili, oziroma da so bile to sklepne besede celotnega omizja. Hvala Ajdanu, hvala Aljoši, hvala Maši, hvala vam. Mi bomo še malo tukaj, hvala meni, če že moraš. Mi bomo še malo tukaj, tako da če ima kdo kakšno idejo, pomislek, vprašanje za ne glih, da se vse snema, oziroma da bi kdo rad kaj vprašal v zasebnosti te galerije, dobrodošli. Drugače pa še enkrat hvala lepa in se vidimo.
Pozdrav. En kratek uvod najprej, oziroma neka uvodna misel o umeščenosti te teme na to konferenco. Nujno je, da se na dogodkih, ki preizprašujejo, kam gremo kot družba, govori tudi o financah. Zato pač bomo danes govorili tudi tukaj o financah. Na okrogli mizi bomo govorili o stiku, prepletu močne finančne industrije, novih tehnologij, TechFina, ter o spremembah, ki sledijo za vse nas, našo zasebnost, intimo in za industrijo samo. Z mano so Teja Brešanec, matematičarka, ki je magistrirala na Univerzi v Tilburgu na temo strojnega učenja in finančnih podatkov. Magister Andrej Tomšič, namestnik informacijske pooblaščenke, torej iz institucije, ki skrbi za varstvo osebnih podatkov, in dr. Franjo Štibler, profesor na Pravni fakulteti v Ljubljani, pravnik, ekonomist z dolgoletnimi izkušnjami v bančništvu. Hvala, da ste tukaj. Jaz sem Monika Vajs. Izhodišče je, da je finančna industrija industrija z denarjem in vedno je stik neke industrije z denarjem in neke nove tehnologije, ki trdi, da ima rešitve za industrijo z denarjem, nujno spremljati in nadzorovati. Ko bomo tukaj govorili o novih tehnologijah, bomo mislili na razmah strojnega učenja, machine learning, podatkovno znanost, veliko podatkovje, na uporabo algoritmov, na avtomatizacijo procesov in tukaj finančna industrija nima nobene zadrege, da to, kar sem zdaj naštela, imenuje artificial intelligence, zato pač bomo tudi mi temu rekli tako. Osnovna surovina za vse to so podatki in začeti proces, ki se dogaja na polju finančne industrije, je nepovraten. Do leta 2020, se pravi manj eno leto pa še nekaj mesecev, naj bi zgolj finančna industrija v razvoj novih AI rešitev vložila 10 milijard dolarjev. Taka je ocena avgusta letos izdanega posebnega poročila World Economic Foruma z naslovom The New Physics of Financial Services, Understanding how Artificial Intelligence is Transforming the Financial Ecosystem. Skoraj 80% top najvišjih uslužbencev trenutno vodilne finančne industrije se strinja, da bo ravno uvajanje AI odločilno za njihov položaj na trgu. Se pravi, spremembe, ki smo jim priča, so velike. Zdaj bom samo par iztočnic. Na polje finančne industrije vstopajo monopolisti drugih industrij, ki imajo mase podatkov o strankah, kot je Amazon. Recimo podjetje Amazon, ki deluje čist na drugem polju, nefinančnem, je samo v zadnjih 12 mesecih preko svoje ponudbe kreditov od 1000 do 700 tisoč dolarjev dal čez milijardo skupno dolarjev kreditov malim podjetjem, svojim strankam. Torej ne banke, ampak Amazon. Nedavno je sklenil strateško partnerstvo s finančnim gigantom Merrill Lynch in tukaj lahko samo si predstavljamo, kaj bo iz tega partnerstva nastalo in kaj nastaja. In posledice vseh teh procesov, nekako tri so, generirajo se povsem nova sistemska tveganja, ki jim zakonodaja ne sledi. Nova tehnologija trdi, da zmore prek analize digitalnih odtisov mase podatkov, ki jih puščamo na netu, zelo, zelo natančno oceniti tveganja vsakega od nas. Tukaj je na mestu vprašanje, ali se bo s to sposobnostjo AI-ja, da zelo individualizira oceno naših tveganj, individualnih tveganj, dokončno porušilo še redke modele v finančni industriji, ki temeljijo na solidarnosti. To je zagotovo relevantno vprašanje. Potem je tukaj še en vidik, to je zaposleni, se pravi človek. Po nekaterih ocenah naj bi v bančništvu v naslednjih 10 letih 30% delovnih mest izginilo zaradi novih tehnologij, ki se zdaj uvajajo. Še zlasti pa, ko mislimo posledice, moramo razmišljati, kaj bo z nami, z varnostjo naših podatkov, z zasebnostjo, z našo intimo, z regulacijo novih posegov v našo zasebnost. Kaj? To je samo v razmislek, mogoče za na konec, pa ga bom izrekla kar zdaj. Kaj, če dolgoročnega stanovanjskega kredita kmalu ne bomo dobili tisti, ki bomo dosegli preslab rezultat na hitrem genskem testu? To se zdi mogoče futurizem, pa morda tudi ni. Začela bi z vami, Teja, kar mikrofon si. Vi ste matematičarka, generacija data scientistov, ki zdaj dela te stvari, o katerih govorimo, se ukvarja s to tehnologijo.
vi razvijate algoritme. Ste se na fakultetah, kjer ste študirali v Sloveniji ali pa pol tudi v tujini, kdaj srečali s predmetom o družbenih posledicah ali pa relevantnosti tega, kar delate, se pravi? A zdaj se res vikava. Ja, je bilo lažje, če ne. No. Nisem se s tem nikoli srečala, pa ne zato, ker si tega ne bi želela, ampak ker niti v Sloveniji, niti v tujini, tako v Nemčiji, ne kakor na Nizozemskem, ni bilo niti enega predmeta povezanega s tem. Mislim, nemogoče je bilo kaj takega sploh tako vzeti za izbirni predmet, tako da. Koliko pa mogoče še to, koliko pa se pravi, s takimi vprašanji sploh niso soočeni študenti, niti pri nas, niti v tujini? Niti slučajno, ne. Koliko pa je mogoče za neko umestitev tudi tega področja AI, koliko pa je recimo zdaj matematikov, študentov matematike, ki pristanejo potem v polju data science, koliko recimo v Sloveniji pa mogoče v tujini razlika neka obstaja, bojda, ne? V Sloveniji po mojem 5%, vključujoč z mano, v tujini pa na Nizozemskem verjetno okoli 20%, v Ameriki pa sigurno 40%. In verjetno to raste, ne? Verjetno to polje. Raste. Niste samo aktuarji, ampak ste zdaj tudi data scientisti. Tako je. Mogoče bi kar nadaljevala z vami, vi ste vaši magistrski nalogi, tvoji, ukvarjali simulacijo naložb dejansko obstoječe delnice in obveznice s pomočjo algoritma strojnega učenja Random Forest in ste dobili neko dodatno lastno metodo ste uvedli in rezultat je bil, da ste s pomočjo tega algoritma dosegli boljšo donosnost, kot je benchmark na newyorški borzi indeks. Se pravi, lahko malo poveste, kaj ste počeli? Ja, benchmark je bil S&P 500, če ga slučajno poznate. Zdaj včeraj sem pogledala, za kolikrat je pač, kaj sem že malo pozabila, za kolikrat sem presegla ta donos. Testirala sem od leta 2007 do 2014 in je ta moj izdelan model, brez da sem upoštevala transakcijske stroške, ki so v bistvu precej veliki, sem ga presegla za 15-krat. Tako da če bi odštela verjetno transakcijske stroške, ne vem, vsaj 5-krat ga bi sigurno presegla, ne. Tako da jaz nekako verjamem v to, da z algoritmi lahko outperformaš trg. Torej zdaj ste milijonarka, predvidevam, glede na to, kakšne rezultate na borzi dosegate? Ne, ker sem geek in me to ne zanima. Pa v prostem času se ukvarjam bolj z tem, kako te algoritmi škodujejo, ne pa kako bom postala milijonarka. Za moj TRR je to kar slabo, ja. Koliko pa po vaši oceni zdaj na borzah se uporabljajo algoritmi, koliko algoritmi dejansko trgujejo? Tukaj verjetno ogromno stvari, mislim, velik procent poslov že poteka prek nekih Ja, v Ameriki vsaj od 70 do 80%, v Sloveniji ful manj. Na Balkan pridejo te stvari vedno z zamikom, ampak vsaj ta high frequency trading postaja zdaj zelo neka taka razširjena zadeva, se pravi, da celo na milisekunde grejo s trgovanjem, ne več na